Ford je leta 2019 združil moči s Volkswagenom. Avtomobilska giganta sta se dogovorila, da bosta sodelovala na področju gospodarskih vozil, električnih vozil in še na nekaterih drugih področjih, na primer pri avtonomnih vozilih. Leta 2020 sta proizvajalca sporočila, da bosta skupaj izdelala 8 milijonov gospodarskih vozil, vključujoč poltovornjake in kombije. Prvi plod tega sodelovanja, ki ga bo zagotovil Ford in bo nosil Volkswagenovo značko, bo Amarok. In tega bomo na mednarodni predstavitvi vozili decembra. No, prvi model v obratni smeri pa je že pripeljal v Slovenijo. Na spletu smo že zasledili nekaj zabavnih poimenovanj, kot je na primer Fordswagen. No, novi Ford Tourneo Connect je mali potniški kombi, ki prihaja z proizvodnega traku poljske tovarne v Poznanu. In najbrž ste že zdavnaj zlahka ugotovili, kateremu modelu je soroden. Iz Poznana namreč prihaja tudi Volkswagenov Caddy, s katerim si Tourneo Connect deli praktično vse. Tourneo Connect prinaša značilne Fordove oblikovalske detajle, predvsem tipično masko, spremenjeno podobo zadka in preoblečeno notranjost vozila. Tehnično pa je Caddy popolnoma enak. Modela si delita motorje, menjalnike in podvozje. Tako so kljub oznakam EcoBoost in EcoBlue to motorji, ki jih običajno vozimo v modelih z oznakami TSI in TDI. Na voljo sta namreč 1,5 litrski turbo-bencinski motor s 84 kW in 2-litrski turbo-dizelski motor z 90 kW moči. Trenutno se tržni deleži manjšajo, vseeno pa je ta segment dovolj velik, da je pomemben. V bistvu predstavlja kar 150 tisoč registracij letno na ravni EU. Tako da v bistvu se je Ford odločil tukaj, da ni smisla imeti samostojen model, vseeno pa je smiselno se povezati. Takšna sodelovanja v bistvu omogočajo, da proizvajalec, ki je dober v nekem segmentu in ima najboljši know-how, zagotavlja osnovno platformo. Tistemu, ki se pa v takšno partnerstvo spušča, pa omogoča, da sama proizvodnja, se pravi, je bolj racionalizirana, tovarna vedno deluje optimalno, se pravi, nima obdobij, ko je proizvodnja prezasedena ali pa obdobij, ko novih naročil ni dovolj. Pri različici s kratkomedosno razdaljo motor poganja prednji kolesni par. Pri različici z dolgomedosno razdaljo pa je na voljo tudi štirikolesni pogon. Ponovno sta namreč na voljo dve izbiri, ko govorimo o dolžini. In pri obeh je vozilo mogoče opremiti s tretjo sedežno vrsto za prevoz do 7 potnikov, do katere ti vstopajo s pomočjo drsnih vrat na obeh straneh vozila. Naše prve stranke so modeli izredno dobro sprejele, predvsem to, da omogoča odstranitev sedežev tako v drugi kot v tretji vrsti, tako da je namenjen predvsem družinam, kot pa tudi uporabnikom, ki potrebujejo vozilo za poslovno zasebno rabo. V notranjosti je Ford po svoje zasnoval nekaj dodatnih fizičnih tipk, sicer pa nam tu večinoma koristijo izkušnje, ki smo jih pridobili ob uporabi Volkswagenovih vozil. To velja za upravljanje ukazov na volanskem obroču, pa tudi celoten osrednji sistem, ki je v Fordovo preobleko odet le vizualno. Ker imamo z njegovo tehniko, prostornostjo in uporabnostjo v resnici že izkušnje, vemo, da je Ford z novim modelom zelo učinkovito zapolnil ponudbo v segmentu malih potniških kombijev. Vemo pa, da ima Caddy tudi tovorno različico. Kakšni so torej obeti za model Transit Connect? V letu 2024 se pričakuje tudi tovorna različica Transit Connect, ki bo na isti platformi. Trenutno pa je možno tudi tole Tourneo Connect različico predelati v tovorno. Zdaj pa vas povabimo, da z nami presedete v nekoliko večjega Forda. Za ljubitelje kampiranja predstavljamo avtodom, ki sliši na ime Nugget.